Gremo v kino. Spoštovane poslušalke, spoštovani poslušalci, pozdravljeni. V današnji oddaji bomo segli v filmski arhiv z retrospektivo filmov nastalih na Goriškem Anje Medved in Nadje Velušček z naslovom Območje prehuda. Prisluhnili smo uglasbitvi nemega filma Ribiške pravice, ki jo podpisujeta Nic in Oka. Ustavili se bomo pri aktualnem sporedu kinematografov in se ob koncu zazrli v najkrajšo filmsko formo, ki ima v teh dneh svoj praznik. Vabljeni k poslušanju. V Slovenski kinoteki se je s projekcijo filmov Mesto na travniku in Spovednica tihotapcev, Pogledi skozi železno zaveso, v sredo začela retrospektiva filmskega opusa dokumentaristk Anje Medved in Nadje Velušček iz let 1998 do 2025 z naslovom Območje prehoda, ki sta jo skupaj zasnovala SCCA Ljubljana in Slovenska kinoteka. Petra Meterc. Anja Medved in Nadja Velušček, mati in hči, kot avtorski tandem delujeta že od leta 1998. Nadja Velušček pri produkciji običajno upravlja terensko delo in vodi pogovore z ljudmi. Anja Medved pa prevzema proces režije in montaže. Njun obsežen filmski opus, ki bo v celoti predstavljen v okviru retrospektive, močno zaznamuje življenje ob goriški meji. Večina njunih filmov je tako ali drugače vpeta v to okolje oziroma je z njim v dialogu. Več Robert Kuret, ki je skupaj z Vesno Bukovec kurator retrospektive. Ja, v bistvu je to omejno območje, s katerim se oni dve ukvarjata, precej širše, ker sega od Istre prek Goriške, tudi do Beneške Slovenije. Fokus je seveda pač na tem goriškem območju, se pravi prehod iz Gorice v Novo Gorico, ker sta pač tudi oni dve izvirata iz tam in pač tam tudi živita. Zdaj, kako to vpliva, mislim, tukaj so recimo čisto zgodovinsko pomembni neki datumi, kot je pač začetek gradnje Gorice leta 47, pa potem se pravi vstop Slovenije v EU 2004, pa padec šengenske meje 2007 in okoli teh datumov se v bistvu, recimo ta prvi sklop, zdaj ko bo otvoritev, se precej vrti okoli tega, zato ker ta dokumentarc o Novi Gorici, Mesto na travniku, je v bistvu nastal glih pred tem, ko je Slovenija postala del EU in je v bistvu to tudi značilno za njun širši opus, da nekako zaznamuje neke momente, preden se zgodijo neki prehodi oziroma da ujame pač nek čas, ko bo z spremembo neke družbene politične ureditve se spremenil. Recimo pač v njunih filmih tudi dost prehaja tema v bistvu druge svetovne vojne, tudi prve svetovne vojne, pa pač nekih povojnih ureditev, seveda specifično te, kako se je v bistvu delala meja, kako so zarisovali mejo med Jugoslavijo pa Italijo, so bile neke 4 različice. In je v bistvu tukaj pomemben del tega opusa tudi lovljenje, se pravi pač nekega zgodovinskega spomina, se pravi tudi predvsem na neka vojna doživetja. Se mi zdi, da je to še posebej danes relevantno, da se tudi to območje spomni, da je pač imelo nedavno izkušnje z okupacijo in tako naprej. In da ste v bistvu tudi ulovili neke zadnje generacije, ki se živo spominjajo nekih zadev iz prve svetovne vojne, iz druge svetovne vojne. Tako da, tukaj so v bistvu neke pomembne teme: meja, spomin, arhiv. Kaj pa je na formalni ravni značilno za filme Anje Medved in Nadje Velušček? Robert Kuret. Mislim, da je tukaj več elementov oziroma postavk. Ena izmed njih, ki je vsaj meni zelo padla v oči, je to, da je mogoče v nasprotju z kakim bolj, bi rekel, klasičnim dokumentarnim filmom, ki je mogoče, bolj tematsko orientiran, je tukaj res opazno, da je v njunih filmih nastopa ogromno nekih govorcev, ogromno nekih gledišč na neko določeno temo in v bistvu tudi zelo bogata uporaba in se mi zdi, da je mogoče to tisto, po čemer jih lahko tudi prepoznaš, se pravi nekega arhivskega materiala, tako institucionalnega kot nekih družinskih arhivov, ki jih pač oni dve
tekom svojega ustvarjanja tudi zbirata in zaradi česar mi v bistvu tudi prvič lahko vidimo neke podobe nekih povsem običajnih življenj, zato ker pač njun opus res fokusira na to, kako neki v bistvu čisto običajni ljudje doživljajo neke velike politične, zgodovinske vojne odločitve na konkretnem terenu. Tako da, ja, ne, recimo, to je en tak pomemben del, no, tudi v njunih dokumentarcih. Ker gre v avtorskem dvojcu Velušček Medved večinoma za srednjemetražne dokumentarne filme, sta kuratorja za pregled njunega ustvarjalnega opusa po različnih ključih oblikovala filmske dvojice. Eno od vodil je bilo recimo, da se v sklopih mogoče poskuša kdaj združiti tudi filme, ki uporabljajo isti arhivski material, zato ker se mi zdi, da je to ena dosti pomembna značilnost njunih filmov, da tukaj ne gre samo za neko porabo arhiva za ilustracijo pač ali nekih besed ali neke teze, ne, ampak da se v bistvu skozi neko ponavljajoče uporabljanje istega materiala v drugih okoliščinah, da v bistvu zelo reflektirata tudi samo uporabo arhivskega materiala in podob za potrebe pač vsakokratnih naracij, ne, in v bistvu se zgodi v tem smislu na nek način odcep, ne, mogoče med besedo pa podobo, ki jih mogoče dojemamo tako čist inertno kot zliti in povezani, ne, ko vidiš te zadeve v večkratnih uporabah. Drugač pa, recimo, no, da ne bomo ostali samo fokusirani na Gorico, no, pač en sklop je recimo posvečen tudi Beneški Sloveniji, ne, kjer je mogoče poseben fokus Topolovo, kjer vidimo v bistvu pač neko zgodovino te pokrajine, ne, ki je v bistvu po vojni zaznamovala huda revščina, v bistvu no, že s koncem 19. stoletja, ko pride pod Avstro-Ogrsko. In v bistvu neko težko življenje v tistih krajih in na to, kako se v bistvu ljudje iz tam izseljujejo, kako vasi samevajo, ne, potem je pa po drugi strani nek dokumentarc o tem festivalu Postaja Topolovo, ki je v bistvu to vas ful oživljala, ne, prepeljala ful nekih različnih ljudi, ustvarjalcev na nek tak zelo nehierarhičen način, ne, tako da recimo neke take sklope smo poskušali delati. No, tako. Retrospektiva filmov Anje Medved in Nadje Velušček bo potekala v Slovenski kinoteki, pa tudi na Vodnikovi domačiji in bazi slovenskih filmov. Dogodki pa se bodo odvijali enkrat mesečno vse do 10. junija. Sinoči je bila v Slovenski kinoteki v okviru cikla Kino Uho Freeforma in v sodelovanju z inštitutom On Rizom na sporedu posebna projekcija filma Ribiške pravice iz leta 1929, enega temeljnih del zgodnjega dokumentarnega filma, ki ga je režiral John Grierson. Film spremlja sezono ribolova sleda na Severnem morju. Grierson, eden ključnih teoretikov in utemeljiteljev dokumentarnega filma kot družbeno odgovorne filmske prakse, je z Ribiškimi pravicami prvič v celoti uresničil idejo, da lahko dokumentarni film resnično življenje spremlja z enako intenziteto, napetostjo in ritmom kot igrani spektakel. Film ni etnografski zapis od zunaj, temveč neposreden vstop v svet ribičev. Kamera je na ladjah, na palubi, v podpalubju, ujeta v veter, valove in fizični napor dela. V vsakdanjih opravilih, dviganju mrež, sortiranju ulova, boju z morjem, Grierson najde ritem, iz katerega z montažo zgradi skoraj glasbeno pripoved o skupnosti, delu in naravi. Film sta v živo uglasbila Tine Mulej Vrabič Nic in Eva Mulej Vrabič Oka. Njuno delo se giblje na polju ambientalne in eksperimentalne elektronike, elektroakustičnega zvoka in terenskih posnetkov. Pri zvočenju filma Ribiške pravice združujeta svoje pristopa k raziskovanju zvoka, od glasu, analognih inštrumentov in predmetov do sintetizatorjev in digitalne obdelave. Tine Mulej Vrabič Nic in Eva Mulej Vrabič Oka, lepo pozdravljena. Lepo zdrav. Zdravo. Kdaj sta se prvič srečala s filmom Ribiške pravice Johna Griersona in kaj vaju je pritegnilo? Jaz vidim zelo tudi iz vidika zvoka, ki ga midva ustvarjava, ki ni na nek način tako žanrski ali pa bendovski, pač oba dva v bistvu delava ambientalno ali pa bolj eksperimentalno glasbo.
Tako da se nam je zdelo, da bi prav ta film lahko zelo dobro zajela s tem zvokom, ki ga mi dva ustvarjava. Bi zelo drugače enega, ki je bolj mogoče nek komedijanski film, recimo. To bi, ne vem, kako bi to naredila realno. Tako da iz tega vidika. Strinjam, ja. Tudi se mi zdi, da kako film sam teče in sama ta neka slikovna naracija filma nekako ustreza tudi najni počasni ambientalni glasbi in tako se mi zdi, da je najhitreje dal nek feeling, ki so ga gledala. Ja, neke občutke, da je sprožil, ali kako bi rekel. Pa mogoče še ena stvar, sem se v letošnjem letu celo leto ful ukvarjala z vodo zvočno in to je tudi en film, ki v bistvu se posveča morju in ribičem, tako da je bil meni osebno iz nekega umetniškega vidika tudi zato zelo blizu. Omenjala sta, da gre za dokumentarni film, opisovali so ga tudi kot odgovor na avantgardne in modernistične filme. Bi lahko povedala, kako sta v skladu s tem zasnovala glasbo? Jaz to vidim tako, da se sploh nisva zares ful ukvarjala z umeščenostjo filma v nek čas kot takem, ampak bolj z nekim vibom filma, ko sva ga začutila in tako, kot sem prej v bistvu rekla, da se nam je zdelo, da bi ga lahko dobro obogatila. Ker recimo Tine dela ful bolj tak produkcijski zvok, on je zelo vešč producent, jaz sem bolj zvočna obrtnica in delam na nek drugačen način, tako da se mi zdi, da sva pa v kontekstu tega zelo kombinirala neke sintetične pa organske zvoke, pa nek tak produced sound, ki ga ima Tine, pa neke terenske posnetke. Skratka, izhajala sva iz tega, kar mava, iz tega, kar sva in kaj bi tudi lahko dobro zvočila. Ja, torej lahko omenimo v bistvu, da sva čakala dejansko, da se lotva s tem projektom, dokler nisva šla na dopust, v bistvu na otok. In sva si tudi takrat pol vzela nek ta miselni proces, glede na to, da so ribiči in tako sva se nekako postavila dejansko v to okolje. Imela sva celo idejo, v bistvu, da bi šla na ribiško radio snemati, ampak nažalost je imel takrat cel otok glih takrat prepoved lovljenja. Tako da nam v to 2 tednih takrat ni ratalo, ampak so dejansko se spravila in snemala podvodne posnetke, veter, se pravi valove, se pravi neko to okolje, v katerem smo bila in ga potem nekako produkcijsko probala umestiti v sam film, kar je bilo sicer ful zahteven. Filmu se še kakor to hitro menjajo tematike in kadri in tako, ampak se mi zdi, da nam je ful lepo ratalo umestiti dejansko te terenske posnetke noter v to neko ambientalno, tako kot je Eva rekla, sintetično ambientalno okolje, oziroma atmosfere. Ja, en del tega je bil to, da sva bila s tematiko kot tako, torej za morjem pa z ribiči, na način, kot sva to lahko sploh naredila, ker v Ljubljani je to na nek način zelo abstraktno. Da sva pač jaz s tem bila in pa videla, a to sploh lahko umestiva, v kakšni meri, na kakšen način. Torej, a lahko te zvoke na nek način obdelava, čisto v nekih programih, torej za obdelavo zvoka, pa koliko so te stvari zelo surove, direktne, take kot so bile posnete, pa kaj sva na to v bistvu še dodala nekih doproduciranih stvari. Je pa v večji meri to vse kar sintetično obdelano, oziroma z nekimi softverskimi efekti obdelan, tako da se kdaj tudi sploh ne sliši, da je to voda, kdaj se to pozna samo v nekem šumu na visokih frekvencah, kdaj se pojavi za sekundo, kdaj je tudi 10 minut not, pa sploh ne veš. Tako da v bistvu je tudi dostikrat zapolni samo prostor in daje neko atmosfero filmu. Bi lahko za konec še povedala, kako sodelujeta? Najprej sva imela pač vsak nek svoj proces, kar se tega tiče, torej sva nabirala vsak svoje zvočne ideje, ker da pride vsak od naju do nekega zvoka, ima svoj proces v resnici. Saj jaz zelo težko džemam na mestu, recimo, Tine mogoče je tukaj bolj vešč. Potem pa sva se lotila v bistvu enega skupnega dela, pa skupne produkcije. Predvsem tem sva pa ful se o filmu pogovarjala, sva ga gledala, sva o tem razmišljala, tako da imava nek ta brainstorming moment vedno skupaj. Tako da nekako imava skupni razmislek, vsak svoje ideje, da vsak sedi s svojim materialom in potem to probava združevati tako, kakor gre. Ja, se mi zdi, da je bilo dosti tako, kot je Eva rekla, da sva se res veliko pogovarjala o tem, sploh kako, na kakšen način, kaj nama predstavlja film, oziroma kakšne emocije nama zbuja in tako da sva se pol
ločila v bistvu, vsake svoje materiale delo in dejansko pač Eva dela z vokalom, snema inštrumente, noter je kar veliko inštrumentov, od kitare, bas kitare, mislim električne kitare, bas kitare, od kalimb do, ne vem, raznih pripomočkov, do flaute, do res ogromno enih inštrumentov in tukaj je Eva zelo dobro to, v bistvu nekako ta vibe, tudi, da imaš feeling, kakor da si v tistem časovnem obdobju zares. Tako da, ja, se mi zdi, da nekako tako sva si porazdelila, da sem jaz pa pač res veliko atmosfere že tudi vnaprej naredil, da sva se sploh odločila, ok, to nama v bistvu na sliko paše to pa, ne. Tako da nekako, ja. Pa je bil pa pač ta skupen proces, je bil pa pač sediš po 8 ur in nekako na sliko probaš zložiti stvari, da se ujame. Eva Mulej-Vrabič-Okaj in Tine Mulej-Vrabič-Nic, najlepša hvala. What do you say we toast our tea to family relations? Oh. Od tega tedna si lahko v kinu ogledamo film Oče, mati, sestra, brat, novi celovečerec Jima Jarmuscha, ki so ga konec poletja nagradili z Zlatim levom na Beneškem filmskem festivalu. Film je zgrajen kot triptih 3 družinskih srečanj v različnih krajih in časih ter nadaljuje Jarmuschevo dolgoletno raziskovanje minimalistične pripovedi, tišine in odnosov med bližnjimi. Oceno filma je napisal Gorazd Rušnovec. Glede na naslov bi lahko pričakovali družinsko dramo. To celovečerni film Oče, mati, sestra, brat tudi je, vendar gre za pričakovano, nepričakovan Jarmuschov pristop k dani temi. Triptih zgodb lahko primerjamo z audiovizualno izvedbo Bachove fuge na motiv družinskih vezi. V prvi epizodi se brat in sestra odpeljata na obisk k očetu, vdovcu. Odigra ga čudoviti Tom Waits, ki živi samotarsko, odmaknjeno življenje, daleč na ameriškem podeželju, brez pokojnine oziroma vira prihodkov. V drugi vinjeti prideta sestri na čajanko, ki jo njuna mati, uspešna pisateljica, pripravi enkrat na leto zanju v svoji vili v Dublinu. Film se konča v Parizu, kjer brat in sestra, dvojčka, še zadnjič obiščeta izpraznjeno stanovanje staršev, ki sta umrla v letalski nesreči. Jim Jarmusch, nekoč boter, danes dedek filmskega minimalizma in neodvisne produkcije, je za celovečerni film Oče, mati, sestra, brat letos v Benetkah prejel Zlatega leva. Film je učna ura spoja, stila in vsebine. V scenarističnem smislu je treba poudariti dragoceno lekcijo o tem, da je tisto, česar kot pisec ne poveš oziroma kar zamolčiš, lahko enako pomembno kot tisto, kar vidimo in slišimo na platnu. Gledalca film povabi, da sam sestavi drobce zgodbe oziroma ozadja likov in družinskih preteklosti, ki se tako ali tako povezujejo v celoto kot mozaik spominov in ne nujno objektivne interpretacije. Pomanjkanje stila pa Jarmuschu nikoli ni bilo mogoče očitati. Morda obstaja le pomislek, da tokrat ne prinaša nič zares novega, ne v sami strukturi, saj ima za sabo že kar nekaj pripovednih omnibusov, ne v izdelanih kompozicijah kadrov ali svojem pristopu k dogajalnemu prostoru in glasbeni opremi, za katero je tokrat v soavtorstvu zaslužen kar sam. Vsaj pri prvih 2 vinjetah, tudi v vsebinskem smislu videz, ki ga skušajo ustvarjati liki zgodb, pravzaprav njihova vsebina, in tu izstopa v srednji del, kjer igralsko briljirajo Charlotte Rampling, Kate Blanchett in Vicky Krieps. Na misel pride znamenita maksima iz Ane Karenine, da so si vse srečne družine podobne, vsaka nesrečna pa je nesrečna po svoje. Jarmuscha seveda ne zanima vprašanje sreče ali nesreče. Njegov pristop je nekaj, čemur bi lahko rekli sladko neugodje. In v tem prikazu zatikanja družinskih odnosov, medgeneracijskega nerazumevanja ter mask, ki si jih ob srečanjih nadevamo, in stvari, ki si jih zamolčimo, je res vrhunski. V filmu Oče, mati, sestra, brat ni grenkobe ali obsojanja, prej gre za modrost prijaznjenja. Tako je pač to. Hitchcock je dejal, da njegovi celovečerni filmi niso rezine življenja, ampak kos torte. Zadnji Jarmuschov film pa je nekje vmes.
sestavljen iz vsakdanjih koščkov, aranžiranih kot sladica. Good. What's the ball? Z včerajšnjim dnem je na redni spored kinematografov po Sloveniji prišel nemški film Otoki, ki so ga po premieri na 75. Berlinalu sicer prikazali tudi novembra na Lifu. Poleg vznemirljive žanrske strukture, ki ves čas niha med kriminalko, filmom noir, grozljivko in eksistencialno dramo, je film zanimiv tudi zato, ker je bil eden izmed 3 scenaristov, tudi pred kratkim preminuli režiser, scenarist in pisatelj Blaž Kutin, ki je z režiserjem Janom Olejem Gersterjem že sodeloval pred 6 leti pri pisanju scenarija za film Lara, je zapisala Miša Gams, ki ocenjuje film. V tokratnem filmu je v ospredju žurerski teniški trener Tom, ki mu prihod 3-članske družine Maguire življenje postavi na glavo. Toma igra karizmatični Sam Riley, ki ga poznamo iz filma Control, v katerem je igral pevca skupine Joy Division. Režiser v prvi četrtini filma dobro prikaže značaj vsakogar izmed njih, prav tako pa tudi dolgočasenost, napetost in konstantno nezadovoljstvo turistov. Ti Tomu sicer zavidajo ležeren način življenja na Kanarskih otokih, vendar sami ne zmorejo dlje časa uživati ne v sklopu hotelskega kompleksa, ne v divji naravi, ki jo obkrožajo Atlantski ocean in številni ognjeniki. Vseskozi se zdi, da junaki skupaj z vulkansko pokrajino čakajo na izbruh večjih razsežnosti, ki bi na površje monotone vsakdanjosti prinesel tako potlačene skrivnosti kot razrešitev negotove družinske dinamike, ki na like pritiska kot vročinska sopara. Tom tako poleg tega, da družini razkazuje svoje teniške udarce, postane njihov turistični vodnik, pa tudi Daveov spremljevalec v diskoteki, odkoder leta zjutraj izgine. Ko policijski inšpektor kmalu zatem osumi njegovo ženo Anne, se znajde v položaju zaščitnika in nadomestnega partnerja oziroma očeta, sam pa drsi v neke vrste psihozo, saj se v njegovih očeh projekcije in dejanskost ves čas prepletajo. V filmu se kot ključno izpostavi vprašanje, kam oditi na dopust, če si že ves čas na idilični destinaciji. Na koncu pa se pojavi vprašanje, kam bežati, če povsod srečuješ samega sebe. Čeprav bodo gledalci, ki bi pričakovali hollywoodski razplet filma, najbrž ostali razočarani, pa je treba pohvaliti zlasti vrhunsko fotografijo, za katero je zaslužen Juan Sarmiento, in pa glasbeno podlago, ki jo je pričarala Dasha Downhauer. Glede na to, da je v tokratnem filmu Gerster kot soscenarist in režiser vse karte stavil na psihološko napetost in razpoloženje, bi lahko bili posamezni prizori družine, ki na žgočem soncu raziskuje otok, daljši, z več poudarka na detajlih, ki bi razgaljali groteskno realnost. Prav tisto realnost, ki razkriva obup in samoto sodobnega človeka, ki ga na eni strani obdaja razbeljen pesek, na drugi pa neskončen ocean, iz katerega se dviga truplo orjaške kamele. Na zimski solstici 20. in 21. decembra se tudi pri nas pridružujemo mednarodni noči kratkih filmov, ko je najdaljša noč v letu posvečena najkrajši filmski formi. Program letošnjega dogajanja povezuje retrospektivo kratkih filmov Roberta Rossellinija, eksperimentalne Super 8 miniature Francija Slaka in sodobno kratko produkcijo iz Slovenije in regije, nagrajene filme z letošnjega festivala FEK. O programu tokratnega praznika kratkega filma kot prostora filmske radovednosti, svobode in izrazne jasnosti sem se pogovarjala s kuratorjem Matevžem Jermanom. Matevž Jerman, lepo pozdravljeni. Lepo pozdravljeni. Z nočjo kratkih filmov bomo postali del širšega dogajanja v Evropi. Bi lahko povedali kaj več o tem, kako bo noč kratkih filmov letos potekala pri nas?
Noč kratkih filmov je mednarodni dogodek, ki vsako leto ob zimskem solsticiju 21. decembra obeležuje najkrajši dan in hkrati kratko filmsko formo, tako da se po vsem svetu vrstijo različni dogodki posvečeni kratkometražcem. Tej iniciativi smo se pridružili tudi v Sloveniji že pred 11 leti in dogodek organiziramo v zadnjih letih Društvo Kraken in FEK Festival kratkega filma v Ljubljani skupaj z festivalom Kino Otok Izola Cinema in drugimi partnerji, kot so različne dvorane Art Kino mreže Slovenije, Slovenska kinoteka, Baza slovenskih filmov in tudi čezmejna prizorišča. No, del programa so kratki filmi Roberta Rossellinija, ki ga sicer veliko bolje poznamo po celovečernih filmih. Bi lahko povedali, v katerem obdobju so nastajali njegovi kratki filmi in kakšni so? Retrospektivo sestavlja nekaj zanimivih naslovov, kot je Predrzni puran, Živahna Tereza. Kratki filmi Roberta Rossellinija, ki ga poznamo predvsem kot velikana italijanskega neorealizma, ki je nemudoma po osvoboditvi Italije začel ustvarjati, tako da je kamero preselil na ulice, na lokacije in obračunal z ostanki fašizma in druge svetovne vojne in tako naprej. Obenem pa njegovi kratki filmi govorijo o popolnoma drugačnem avtorju, čeprav jih je naredil le mogoče 3-4 leta pred svojimi znamenitimi filmi, kot so Pajza, Rim, Odprto mesto, Nemčija leta nič. Njegovi kratki filmi so pravzaprav take dokumentaristične fabule, taki čarobni portreti, velikokrat umeščeni v naravo, taki kratke, pravzaprav pravljice o živalih, o življenju v bližnjem potoku, o srečanjih z lokalnimi otroci in tako naprej, tako da na nek magičen način obravnava neko živalsko carstvo in so popolnoma nekaj drugega od njegovih celovečercev, tako da v tem smislu je zanimivo videti ta razvoj in v bistvu s kakšnim mojstrstvom je ustvarjal na neke čisto druge načine. Obenem pa njegov program predstavljamo skupaj z Kinoateljejem, ker je bil prikazan na festivalu Poklon viziji, nagrada Darka Obratine. Tam so skupaj z kuratorico Milo Lazić predstavili te filme v duetu z kratkimi filmi Francija Slaka. No, omenili ste Francija Slaka, poznamo ga kot avtorja prvega celovečernega eksperimentalnega filma pri nas, govorim seveda o Daily News. Kakšni pa so njegovi kratki filmi, so ti nastajali pred celovečernim filmom ali se je z njimi ukvarjal tudi potem? Vemo, da ste njegove filme nekako potegnili iz pozabe, tudi vi v svojem filmu, ali je bilo kaj avantgardnega? Franci Slak je pri nas predvsem poznan kot avtor nekih znamenitih celovečercev, ki so bili predstavljeni tudi na velikih mednarodnih festivalih. Manj znano pa je res dejstvo, da je on v bistvu že od srednješolskih let začel kot avtor in zelo premišljen avtor eksperimentalnih kratkih filmov, v katerih se poigrava tako z materialnostjo filma kot z možnostmi kamere, malih formatov, predvsem Super 8 in potem tudi 16. Tako da on ustvari v nekem obdobju 10-20 let kratke filme, dela vse do skoraj 90-ih recimo, eno serijo izvrstnih eksperimentalnih filmov, ki so bili takrat predvajani tudi na festivalih, kot je Mala Pula ali pa Alternative v Beogradu, in se uveljavi v teh recimo eksperimentalnih avantgardnih krogih kot eno najbolj izstopajočih imen tedanje Jugoslavije. Lahko vidimo, da so ti filmi na nek način zelo igrivi, zelo različni med sabo, različnih občutij, različnih dinamik, in v tem programu, ki ga bomo lahko videli v Slovenski kinoteki že 20. decembra, predstavljamo 4 mogoče zelo izstopajoče naslove. Prvi je Ples mask, ki si je zapisal v nek kolektivni spomin kot eden prvih eksperimentalnih filmov, ki ima nek družbeni angažma, ki priča o tako v teh strahu hladne vojne, nuklearnih eksplozij, in gre za nek, če parafraziram Matjaža Žbontarja, ki reče Make Love Not War film, obenem pa govori lahko o onesnaževanju in tako naprej. Drugi filmi so mogoče čisto preproste vaje v slogu oziroma eksperimentiranja s kamero, ko kamero na stativ namesti in potem v bistvu celo rolo filma vrti okoli sebe na enem travniku in
doseže nek tak hipnotičen vizualni učinek. Tako da so ti 4 filmi recimo med sabo zelo različni. Tukaj izstopa tudi projekt Kras 88, ki je nastal pod okriljem Škuc produkcije in skupaj s Francijem Stakom ga so ustvarilo več avtoric in avtorjev. Gre spet za nek čisto samosvoj, na nek način stop motion film, ko združuje v teh 10 minutah recimo množico nekih eksperimentalnih prijemov in deluje kot celota. Tako da ti filmi niso bili javno predvajani že desetletja, tako da imate priložnost na velikem platnu na novo odkriti neke take male bisere. Drugi program, ki ga letos predstavljate v Noči kratkih filmov, pa so nagrajeni filmi iz letošnjega festivala kratkega filma FEK. Med avtorji so tako domača kot tuja imena. Kaj bi rekli o tokratni letini kratkih filmov? Izbor nagrajenih filmov iz letošnjega FEK-a prinaša nek tak zanimiv prerez, ker smo po nekaj letih spet recimo dobili zmagovalca iz slovenskega tekmovalnega programa, kar se je zgodilo v 11 letih samo 3-krat. Gre za film Jakoba Kreseja, Prekinitev ognja oziroma Prekid vatre, ki govori o genocidu v Srebrenici in na ta način tudi odpira neko zelo aktualno, zelo pomembno temo, ki nekako nad nami grozeče visi že zadnje 2 leti. Film je doživel svoj premiero na Berlinalu, kjer je imel tudi avtor enega izmed redkih aktivističnih govorov. In film na nek način tudi odraža ta aktivizem, to neko zelo precizno ukvarjanje z neko aktualno in urgentno temo. Potem pa ti filmi, ki bodo tudi prikazani, tudi nagrajeni, tudi govorijo o tem, da smo letos v Sloveniji mogoče zabeležili spet nek vzpon igranega kratkega filma. Govorim v primerjavi s prejšnjimi leti, ko so mogoče bolj izstopali dokumentarci ali animirani filmi. In tukaj izstopajo predvsem avtorji in avtorice, ki mogoče ustvarjajo ne v Sloveniji, ampak v tujini. Primer sta študenta iz zagrebškega ADU-ja, Domen Martinčič in Jan Krevatin. Jan Krevatin je ustvaril film Grške marelice, posnetega v Sloveniji, ki je nenazadnje dobil tudi Zlato areno v Puli za najboljši študentski film. Domen Martinčič pa je s filmom Cimer prav tako prejel nagrado distribucije na FEK-u. Potem imamo tukaj recimo še en študentski film slovenske avtorice Mentor, Tinkare Klipšteter, ki je bil lani predvajan v Sarajevu in govori o nekem mobingu v akademskem okolju. Tako da vsi ti filmi na neke načine nagovarjajo neke recimo aktualne družbene teme, obenem pa pričajo o neki režijski veščini, tako da mislim, da se lahko nadejamo nekih zanimivih stvari tudi v prihodnje strani teh imen. Matevž Šerman, najlepša hvala za pogovor. Hvala vam. Društvo slovenskih filmskih publicistov in publicistk Fipresci in revija Ekran bosta nocoj v Slovenski kinoteki podelila strokovne nagrade za najboljše prispevke na področju filmske kritike in publicistike. Podelili bodo 3 nagrade Nike Bohinc: Aleksandri Gačič za najboljšo kritiko, Zigiju Merzel za najboljši teoretski tekst in Cirilu Oberstarju za najboljši intervju. Nagrada nosi ime v spomin na eno vidnejših članic društva Fipresci, prvo urednico Ekrana ter eno izmed najpomembnejših filmskih kritičark v našem prostoru. Drage poslušalke, dragi poslušalci, s tem končujemo tokratno oddajo Gremo v kino. Oblikovali smo jo Ajda Sokler, Dejan Kaloper, Tina Ogrin, Max Pust in Tina Poglajen. Želim vam veliko dobrih filmov in vas lepo pozdravljam do prihodnjega tedna.